Danes bomo obiskali Brino Vidic, Ljubljančanko, razpeto med umetnostjo in modo, ustvarjalko blagovne znamke Brenča. Pokukali bomo v njen kreativni prostor. Pa poglejmo. Brina, komu je namenjena tvoja blagovna znamka? Brenčina je namenjena ženskam, ki v življenju iščejo avtentičnost in unikatnost in pa ki iščejo neko ravnotežje med eleganco in udobjem. To so neke boemske duše, ki si pa vseeno vsake toliko časa zaželijo nekaj bolj luksuznega. Kako pa pristopaš k oblikovanju nove kolekcije? V bistvu inspiracijo iščem v večjih stvareh, ni samo ena specifična stvar, ki bi me res zanimala. To so filmi, slike, umetnost predvsem, ampak nekako vedno zgradim kolekcijo na enem ali pa dveh statement kosih, okoli katerih potem zgradim neko celoto in pač drugi kosi nekako dopolnjujejo ta dva statement kosa. Nedolgo nazaj smo zasledili čudovite posnetke tvoje magistrske naloge. Nam lahko poveš kaj več? V magistrski nalogi se v bistvu ukvarjam z tematiko osebnega prostora, ki je potem materializirana z to obleko, ki pa v bistvu gre za neko stičišče med umetnostjo in modo. Res me zanimajo te interdisciplinarne prakse v umetnosti in oblikovanju, ker se srečajo od kostumografije do videa, do oblikovanja zvoka. In to nekako zajema vsa ta magistrska naloga. V prvi vrsti pa gre res v bistvu za eksperiment, kaj obleka sploh je, kaj lahko postane, kaj v bistvu, da oblačilo, ko ga daš na telo in zavzema neko skulpturalno formo, v bistvu postane neka kinetična skulptura. Opredeli blagovno znamko na čas in prostor. Diha vsakič znova, z novo situacijo, ali se drži zastavljenih vrednot in se ne ozira na situacijo oziroma trende? Definitivno se mi zdi blagovna znamka, sploh v modi, nekaj fluidnega, ki se definitivno mora ozirati na to, kaj se dogaja, ampak vseeno pa zavzemam neka stališča in vrednote in se v bistvu držim nekega svojega sloga. Ampak hkrati se mi zdi dolgočasno v bistvu se zasidrati v neki res specifičen stil in v neko prepričanje in potem to furati celo kariero, ampak vsakič diha znova, vsakič toliko je različnih inspiracij v svetu, da vedno pride nekaj novega, vedno lahko ponudiš ljudem neko novo perspektivo, svežo perspektivo, kakšen bi lahko bil svet, kako bi lahko bil vse oblečeni, kakšne vrednote bi lahko zavzemali, stališča in tako da ja, diha. Opiši način pristopa k mešanju razkošnega zgodovinskega stila s sodobno zastavljenimi prvinami minimalizma. V bistvu to razkošje zgodovine iščem v tem, kakšne materiale zbiram, da so to neki bogati materiali ali pa vzorci. Ta minimalizem pa v bistvu je v teh krojih, v funkcionalnosti samega oblačila, da to ni nekaj, kar te veže, kar te omejuje, da so to kroji, ki so še tako malo oversized, pa stremim tudi k nekim bolj unisex oblačilom, tako da ja, ta material pa kroj, tukaj je v bistvu ta neki spoj.
Je v tvojem srcu kakšno posebno zgodovinsko obdobje, ki se ti z vsako kolekcijo prikrade v misli, lahko tudi nesluteče podzavestno? Ja, v bistvu Brenča je nekako kombinacija 3 različnih zgodovinskih obdobij in to so neka igriva 60-ta, potem razkošen art nouveau in pa art deco in pa potem nek minimalistični modernizem. Kaj je zate kot oblikovalka pomen avtentičnosti in individualnosti? Kaj ti pomenita in kako nate vplivata tudi osebno? Ja, individualnost in avtentičnost, v bistvu protipomenka temu je v bistvu neka generičnost pa mainstream, proti čemur se kot oblikovalka borim, ker želim, da bi se ljudje bolj izražali s svojim osebnim stilom, bi si mogoče upali malo bolj drugače pogledati na sebe, na svoje telo in na to, kako so umeščeni v okolje. Tako da v bistvu osebni stil se mi zdi, da je tudi mene osebno izoblikoval, da poslušaš svoje želje in potrebe, v bistvu to, da odkrivaš svojo iskro in jo neguješ. Kako je epidemija vplivala na razvoj tvoje blagovne znamke? V bistvu je vplivala zelo pozitivno iz tega stališča, da sem imela res veliko več časa, da sem se posvetila temu, da ni bilo konstantno tega FOMO-ta, fear of missing out, da se dogaja tam na drugi Ljubljani nekaj drugega pa da to zamujaš, ampak da sem se res lahko fokusirala v to, odkrila na novo tudi, kaj so moje vrednote, kaj so vrednote moje blagovne znamke. In tako da moram reči, da so v bistvu samo pozitivne stvari prišle iz tega. Hashtag tvoje blagovne znamke. Brenča, hashtag Brenča. Kos oblačila, za katerega si želiš, da bi ga ti oblikovala? Moj bomber jacket. Opera ali film? Film. Billie Eilish ali Elizabeta I? Elizabeta I. Machu Picchu ali Šmarna gora? Machu Picchu. Cirque du Soleil ali Guggenheim? Oboje. Oboje je zanimivo. Tukaj se ne morem odločiti. Vili je prva mobilna trgovina v Sloveniji. Vidiš v tem kakšno posebno noto, se ti zdi zanimivo? Vidiš v tem rast svoje blagovne znamke? Definitivno se mi zdi zanimiv koncept preseliti trgovino v neko mobilno formo. V bistvu me dosti spominja na nek bibliobus, tale celotni koncept. Tako da definitivno je v vsaki novi stvari, ki pride, priložnost za rast in to se mi zdi, da Vili prinaša. Vili povezuje. Kakšen je pomen povezovanja zate? Jaz osebno sem dosti individualist, kar se tiče, da sem velikokrat sama v svojem studiu, ampak definitivno čutim to potrebo, da je slovenski trg toliko majhen, da se moramo pač povezati in ustvariti neke nove platforme, na katerih se lahko promoviramo, komuniciramo z nekimi bodočimi strankami. Hvala ekipi Vili, ki me je obiskala v tem mojem malem studiu na Tabačni. V 14 dneh pa lahko s kodom VILI10 izkoristite 10% popust na vse moje produkte na spletni strani shop.brenča.com.